Projekt Vrnitev v preteklost, prvi del. Uvod. Meni se je pojavila velika praznina. Zelo močno sem si želela povezati oba svetova med seboj, vendar mi ni uspelo in to me je močno prizadelo. Veliko sem jokala, iskala sem nekaj, kar bi me odvrnilo od mračnih misli. Jemala sem pomirjevala, vendar so leta v meni povzročala še večjo tesnobo. Jemalo mi je sapo, prsih me je tiščalo, želela sem, da bi se dan čim prej prelevil v noč, saj sem se takrat najbolje počutila. Čustva sem poskušala spremeniti v besede in tako napisala veliko brezsmiselnih vrstic. Ob oknu sem velikokrat strmela na morje luči v mestu. Počutila sem se kot najbolj osamljen človek na svetu. Poskušala sem se pomiriti in postaviti občutke na pravo mesto. Vedno bolj mi je postajalo jasno, kaj se je zgodilo. Moram se pomiriti, sem si prigovarjala. Moram biti močna. Že mesece sem skušala prebroditi izgubo dvojčkov. Težko sem se zadrževala. Nepopisna bolečina je bila to, ko sem bila bliže smrti kot življenju. Nisem mogla pozabiti, kako mi je bolniška sestra na dan pred odhodom iz bolnišnice izročila odtise stopalc mojih otrok. Ni vam treba pogledati, je rekla. Morda nekoč, ko bo bolečina minila. Ta dan je pustil v meni globoke rane, ki so neozdravljive. Skoraj je uničil moje življenje. Spominjam se, kako sem odšla v bolnišnici skozi vrata, jezna in na smrt žalostna ob enem. Vsi so se ozirali za mano, a to me ni skrbelo. Solzam sem dala prosto pot. Vse je moralo iz mene. Vse. Vedno znova sem se spraševala, ali se je vse to zares zgodilo, ali sem se ravno kar prebudila iz dolgih, mračnih sanj. Pred menoj so se pojavljale slike zadnjih let. Počutila sem se izgorelo in prazno. Nisem vedela, kam s svojo žalostjo in bolečino. Odločila sem se dogodke zadnjih let prenesti na papir, da bi bolje razumela, kaj se je zgodilo in da bi našla pot do realnosti. Morala sem se znebiti žalovanja. Tako sem zapisala vse, kar nisem še nikoli nikomur zaupala. Zame je bilo to tudi nekakšno duševno čiščenje. Moja volja je bila vedno dovolj močna, da premagam vsako krizo. Že velikokrat sem se rešila iz različnih težkih situacij. Vedela sem, da lahko premagam tudi najhujšega sovražnika. O tem sem bila prepričana. Storiti sem morala le prvi korak. Nekaj začeti. Ko se mi je končno pojavila priložnost, sem bila trdno prepričana, da jo izkoristim. Samo ni še mi bilo jasno, kakšen bo naslednji korak. Začela sem pisati in nič več me ni moglo odvrniti od tega. Tako sem pozabila na svet okoli sebe. Ko sem na to prebirala napisane vrstice, sem bila velikokrat zaprepadena, istočasno pa tudi olajšana. Velikokrat sem se ponovno našla in dobila svoje težave pod kontrolo. Ker sem živela v svojem svetu, to ni bilo vedno lahko. Že večkrat sem komu ponudila, da ga sprejmem v svoj svet, seboj na to potovanje, vendar sem največkrat dobila odgovor, ki sem ga seveda razumela, da so vsi del nekega drugega sveta. Razumela sem, kaj želijo povedati, a v tem nisem videla smisla. Po dolgih letih žrtvovanja in odpovedovanja sem morda želela slišati besede zahvale. Toda zahvale od nikoder, niti pohvale ali priznanja. Nič od tega se ni zgodilo. Bila sem brezmejno razočarana. Šla sem skozi nebesa in pekel, začela sem si postavljati vprašanja. Zakaj mora biti tako? Čemu tradicija? Zakaj je tako in ne drugače? Odgovora nisem dobila. Nikoli. Sicer spoštujem ta sistem, vendar pa mi ni potrebno biti del njega. Včasih je pač nemogoče živeti življenje po planu. Vprašanje je bilo veliko. Zakaj sem tako ranljiva? Zakaj imam občutek, da v meni nekaj bistvenega manjka in da na nek način nisem popolna oseba? In takrat sem bila ena izmed najbolj negotovih oseb, kar sem jih poznala. Morda zato, ker sem morala živeti življenje z vsem, kar mi je prinašalo. Ali zato, ker sem nekdo, ki je neodvisen od tega,
kar drugi od njega pričakujejo. Morda zato, ker sem bila preveč navezana na svoje mirno življenje in sem dovolila, da drugi delajo z menoj, kar se jim zljubi, in sem nase prevzemala napake, ki so jih storili drugi. Torej, bila sem v slabem stanju in se počutila zelo osamljeno. Nisem bila oseba, katera sem želela biti. Tako sem prišla do točke, da povem svojo zgodbo in dam tako čustvom prosto pot. Vem pa, da moram biti previdna, da moji motivi ne bodo napačno razumljeni.